Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli pri spremljanju oddaje Replika. Pozdrav tudi gostu Petru Črtomirju Gorjancu. Peter Črtomir Gorjanc se je rodil pred 84 leti na Jesenicah, v 50 letih pa se je skupaj z družino preselil v takratni Guštanj, kateri se je leta 1952 preimenoval v mesto Ravne na Koroškem. Ali se še kaj spomnite tistega obdobja prihoda pa življenja v takratnem Guštanju? Lep pozdrav vsem gledalcem. Spominjam se teh dogodkov, tega časa, Pripeljali smo se z vlakom iz Jesenic in vlak se je ustavil tam pri neki uti, ki naj bi bila železniška postaja Guštanj. Potem tega mosta, ki je zdaj, ta glavni, ga ni bilo, ampak smo tam pri bivši kinodvorani šli preko reke Meže, Stanovali smo v bližini železarne Ravne, tam je bil oče tudi zaposlen, mama je bila gospodinja, imel sem pa še brata Janeza. Po končani osnovni šoli, ki ste jo opravili na Jesenicah, in tudi po končani gimnaziji, ki ste jo pa opravili seveda na Ravnah, ste dokončal univerzitetni študij in pridobil izobrazbo oziroma naziv diplomirani inženir gradbeništva. Da. Prakso pa ste opravljal v takratni Nemčiji. To, da se je lahko opravljala praksa v takrat še razdeljeni Nemčiji, je bil na nek način svojevrsten privilegij. Pa kako vam je tole uspelo, da ste lahko šel opravljati prakso v Nemčijo in kako se tistega obdobja tudi spomnite? Ja, spomnim se dobro. V Nemčijo smo šli preko IAST-ja, to je bila študentska organizacija za izmenjavo študentov. Spomnim se, kako sem se z strahom peljal v Nemčijo. Bil sem pri firmi Heidkamp v Van Eyklu, vendarle sem se potem selil z gradbišča do gradbišča, skoraj po celi Nemčiji. Veliko sem se tam naučil jezika, kupil sem tudi prvi avto, in to stari. Z njim sem se pripeljal potem brez šoferskega izpita v Slovenijo, in potem sem tisto avto vozil približno 6 mesecev, pa sem ga pa mogel vrniti nazaj. Opravljal se je potem, po tej opravljeni praksi ste opravljal različna dela na svojem strokovnem področju. Pa bi morda izpostavil nekatere stvari, ki so v okviru teh raznih del z vašega strokovnega področja, ki ste jih vršil. Delal sem na različnih gradbiščih, na različnih področjih. Bilo je to visoka gradnja, delal sem tudi na železnici, delal sem tudi v rudniku in na zelo različnih krajih, tudi v Hanovru, Hamburgu, Van Eyklu, Bochumu. To so mesta, ki so mi dali svoj pečat. Postal ste direktor urbanističnega biroja na Ravnah. Pa seveda to pomeni, da ste močno vplival in kreiral posege v prostor. Mesto Ravne pa je doživelo seveda silovit razvoj in korenite spremembe. Ja, takole je. Mi smo, odnosno jaz sem delal tudi na različnih drugih področjih pred tem, Bil sem na Srednji Dravi, bil sem v projektivnem biroju, bil sem vodja razvoja Kograda in nazadnje sem pristal pa na urbanizmu. Kot rečeno, urbanizem seveda je tisto področje, ki na nek način trasira
tako to razvoj in tudi vse te posege v prostor. In seveda, če zdaj primerjamo ali pa napravite primerjavo, kot ste rekel, takrat, ko ste se priselili v Guštanj, pa kasneje v mesto Ravne na Koroškem, ni bilo zaselkov, kot jih zdaj vidimo okrog sebe, Čičovje, Javornik in tako naprej. Pa bi morda tudi v tem kontekstu malo predstavil to načrtovanje. Ja, ko smo prišli v Guštanj, je bilo v gradnji šele Čičovje. Javornika še ni bilo, Kotelj še ni bilo, Dobje vasi ni bilo. To se pravi, da razvoj je bil skokovit. Zdaj vprašanje je, ali je bil ta razvoj na zdravih temeljih ali ne. Seveda, tu ste vi takrat tudi sokreirali ali pa pri vas je nastajal tudi tak srednjeročni in dolgoročni plan različnih zazidalnih načrti. Ja, takrat smo imeli še srednjeročni pa dolgoročni, pravili smo mu družbeni plan, potem smo pa imeli zazidalne načrte, lokacijske načrte, ureditvene načrte. Sedaj se to malo drugače imenuje, sedaj so to občinski prostorski načrt, republiški prostorski načrt, pa posebni prostorski načrti, to so pa bivši zazidalni načrti. Tu, če zdaj se tu ustavimo, ravno, rekel, zaselek ali pa naselje Čičovje, ki je nastalo in dobilo svojo podobo, pa je to v kontekstu tistega, kar se je takrat načrtovalo? Ja, vsi ti zazidalni načrti so bili narejeni v tem okolju, odnosno delno tudi v Mariboru, tako da lahko rečemo, da se je gradilo dokaj načrtno. Ampak za Čičovje, če tako malo vklopimo spomin, Čičovje je napajalo takrat neka brežina, ki je bila, bi rekel, cestna povezava iz trga Guštanj pa neposredno na Čičovje. Da, točno. Imenovalo se, zdaj se imenuje tisti prostor Gramoznica, Tam je bila res gramoznica, Gradec, ki je v glavnem se gradil takrat, je tam kopal gramoz, Tako da se je takrat konfiguracija tega prostora močno spremenila. Če bi kdo, ki ne bi bil v Guštanju, pa ga je prej poznal, prišel, se ne bi znašel. V bistvu dejansko je šlo za temeljit poseg v prostor. Temeljit poseg v prostor, ki pa je bil kar dobro načrtovan za Čičovje. Moram reči iz moje strani, da je bilo smiselno grajeno in da je dokaj humano naselje. Bolj kakor potem, moram reči, to je moje mnenje, Javornik. Seveda ima, bi rekel, mesto Ravne na Koroškem neke svoje specifičnosti, ker imamo kar tri v bistvu zaselke, ki pa so na dokaj razgibanem terenu. Skratka, v bistvu tu se v neki ravnini ni možnost prihajati. Točno, mi smo dejansko na dveh večjih gričih, pa Dobji dvor in Janeče, pa na malo manjšem griču. Gimnazijo imamo, pa kulturni park, knjižnico, pa tudi druge stvari imamo, pa na tistem delu, kjer smo se mi učili. Ja, v bistvu tu, kar ste zdaj omenili, ravno gimnazijo, pa ta prostor, seveda tu, pa seveda športni park, če k temu. Športni park, ja. Ja, športni park. Skratka,
tu je neka kvalitetna pridobitev, pa to je nastajalo takrat v tistem kar dokaj zgodnem času še, ko ste vi ali ste že bil vodja ali pa direktor urbanističnega biroja, ali je to bilo kasneje ali prej? Ja, to območje je bilo dejansko s svojim gradom in z gimnazijo že prej, preden sem jaz prišel, ne. Potem so se pa gradili drugi objekti, a ne, ki so pa bistveno spremenili tisti prostor, a ne. Tako da tudi tu, če bi kdo prišel, bi kar malo gledal, kje je kaj. No, seveda, ker dejansko ocene tistih, ki prihajajo v naš kraj, so izredno ugodne, pravi, da v bistvu imamo skoncentrirano vse na enem področju, od bazena, igrišča do smučišča, skratka, tako da to je v bistvu svoje vrstne prednost, pa tudi dobro načrtovanje, pa seveda tudi še boljša izvedba. Ja. Sedaj, no, če preidemo malo iz tega dela, ki smo ga zdaj na nek način pokomentirali, lahko ocenimo, da se na Koroškem sedaj dogaja nek silen razcvet gradnje novih stanovanj. Tako beležimo gradnjo v Slovenj Gradcu, Radljah, pa ne govorimo o Prevaljah, Ravnah je zdaj tu tudi, bi rekel, načrtovanje neke gradnje so že v teku. Pa kako vi to ocenjujete iz svojega strokovnega, pa sicer tudi osebnega pogleda na to, ali gre tu za dejanske potrebe toliko novih stanovanj zgraditi, ali gre za to bolj, ne vem, kakšne druge razloge? To bi lahko rekli, da je malo kontradiktorno. Zmerom manj nas je, a ne, pa zmerom odnosno še kar intenzivno gradimo, ne. To pa verjetno zaradi tega, ker mladi pa stari ne morejo biti več skupaj. In zaradi tega je ta potreba dokaj umestna. Vsak takoj, ko malo bolj odraste, želi imeti svoje stanovanje, seveda pa enega ali pa dva avtija, ne. In zaradi tega so stalni problemi z parkiranjem, garažiranjem in tudi prometom. No, to, kar ste povedali, seveda standard raste in potrebe s tem ustrezno je treba prilagajati tudi gradnje, pa vse te stvari, vso infrastrukturo, ki pač na nek način vpliva na kvaliteto bivanja in tudi življenja. Tule naslednja stvar, ki bi jo seveda malo pokomentiral. Na Javorniku smo sedaj dobili dokaj eno kvalitetno pridobitev, imamo, bi rekel, eno zelo solidno prometno ureditev za napajanje naselja Javornika, ta rondo, potem imamo trgovski center, tam nastaja tudi, bi rekel, blokovna gradnja, kot dva stolpiča ali kakorkoli že temu rečemo, na Javorniku. Pa kako je to vaše mnenje? Je to dejansko so neke optimalne rešitve tu bile izvedene? Ja, glede te prometne ureditve mislim, da bo veliko bolje, kakor je bilo do sedaj, a ne. Pa tudi druge stvari se nekako prilagajajo potrebam, imamo zdaj Spar, Interspar, a ne, pa Mercator imamo tako ali tako že dolgo časa, tako da ima to trgovsko infrastrukturo zdaj Javornik zelo dobro zasnovano in izpeljano. Veliko kdo pač omenja zdaj tudi tole gradnjo, zdaj teh dveh stolpičev, da gre za dokaj umestno, bi rekel, gradnjo, ker na nek način tisti koristniki, naslednji stanovalci teh zgradb
imeli v bistvu na razpolago kar dokaj solidno infrastrukturo, od, kot ste že rekel, dostop do šole, do oskrbe, Do vrtca, vse oskrbe in tudi tako do naprej. zdravstvene oskrbe, skratka, vse je tu na nek način. Zdravstveni dom je zelo blizu, a ne. Ja. To je zelo pomembno. Predvsem za nas stare ljudi. Skratka, tega, v bistvu vaša ocena je tu pozitivna, ker če zdaj malo zavrtimo tisti zgodovinski spomin nazaj, v tem prostoru se je načrtovalo takrat pač tudi projekt Vrata Javornik, ampak tam je bil, bi rekel, predvsem nosilen objekt bencinski servis, ki bi pa verjetno... Ja, to se pa spomnim, to smo pa mi zrušili v krajevni skupnosti. In mislim, da je prav. Da je prav. Tega. Ja, sigurno. No, skratka, da čas je tudi dobro, da se kaj ne zgradi. Tudi to je prav. Na prvo, skratka. Za kotle ste prej omenil. Kotle nastajajo te, rekel, kar solidne stanovanjske hiše in na tistih področjih so tudi potrebe nenehno, bi rekel, rastejo. In seveda tam je bil tudi precejšen pomislek glede, ali tisti del kmetijskega zemljišča nameniti za gradnjo ali ne, pa kako sedaj, ko se je zadeva že na nek način pozidala, kako zdaj to ocenjujete? Ocenjujem, da je bila to kar velika napaka. Jaz sem sicer za, moram reči, 10 let vse skupaj zadržal, ker sem pisal na Ministrstvo za kmetijstvo, da je to zadnja ravna njiva v občini Ravne na Koroškem, a ne. Sicer nisem bil ravno pohvaljen od nekaterih, ker sem imel drugo rešitev. Posekali bi tam nekaj gozda, take kvalitete, kakršne je, in bi ohranili tisto njivo našim zanamcem. Skratka, tu še zmeraj ocenjujete, da bi lahko ta prostor se drugače izrabil, čeprav je, lahko rečemo, da občina Ravne, pa tudi Kotle ni neka, bi rekel, primarna dejavnost kmetijstvo, ampak smo bolj neko industrijsko mesto, predvsem prevladuje železarstvo in seveda je tudi temu ustrezen verjetno odnos do Ja, glejte, njiva izgubljena ne vrne se nikoli. In zdaj, da bi druga zemljišča usposobili za to, bodo stroški zelo veliki. Tudi geološka struktura tistega prostora je bila idealna. Imeli smo tam 1 meter humusa, 3 metre ilovce, pa šele potem gramoz. Še eno vprašanje, bi rekel čisto takole strokovno, ki bi ga morda pokomentiral. Nedavno nazaj, ko se je govorilo o tem platoju Vrata Javornik, so bili kar precejšnji zadržki, ker tam je bilo bivše smetišče in je bilo govora, da tam pa že ni možno neke kvalitetne gradnje narediti. Zdaj ta gradbena stroka toliko napredovava, ali v čem je razlog, da zdaj tu pa v bistvu nastajajo objekti oziroma nekateri pa so že zgrajeni? Takole je, danes se lahko gradi povsod, a ne. Samo edino vprašanje je, za kakšno ceno. Tam je bilo potrebno pilotirati, to se pravi globoko temeljenje, kar dejansko podraži v običajnih primerih vse skupaj za 10%. To si je Spar Interspar lahko privoščil, plačali bodo pa kupci. Seveda dal ste tudi en pečat na področju cenitve. Bil ste sodni cenilec in pri tem ste se kar dosti angažiral in tudi dal razne ločene cenitve. Pa kako bi
Vi tu predstav, da lahko prihaja pri teh cenitvah za tolikšno razliko ocenitve enakega objekta? Glede teh cenitev je pa takole, ne. Jaz sem izdelal v svojem 50-ih, 60-ih letih okrog 1000 izvedeniških mnenj pa cenitev, a ne. Te cenitve se zelo, zelo razlikujejo. Vendarle imamo način, kako se te stvari usklajuje. Zdaj, ko pišem tisto svojo 6. knjigo, sem to tudi detaljno obrazložil. Je enih 6 načinov, kako se cenilci usklajujemo. Dejstvo je pa to, da so nekateri cenilci pač prilagajajo, odigrajo konformno vlogo naročniku, kar ni lepo, ni strokovno, če ne celo kaznivo. Te stvari sem jaz doživel, ko sem delal cenitev Kinodoma v Celju, a ne. Tam so taki absurdi, da človek enostavno ne more več razumeti tega, a ne. Glejte, župan Celja, Bojan Šrot, a ne, je prodal Kinodom v Celju za 13 milijonov. Potem ga je pa čez 9 mesecev nazaj kupil za 63 milijonov. A je to korupcija, ni to korupcija? Je pa sodišče v Celju reklo, da ni korupcija. Pa mene izpostavljalo, a ne, ker sem se boril za neko pošteno rešitev. Skratka, zadeve, kot rečeno, so izredno, bi rekel, raztegljive in, bi rekel, sočasno tudi zelo, bi rekel, se da na tem področju tudi razne stvari zapeljati, tako da se tudi prihaja do raznih okoriščanj, če bi vas prav razumel. Strokovno in pravno formalno so stvari jasne. Mi smo do sedaj imeli PEM, to je tisti pravilnik, a ne, to je bila administrativna metoda. Zdaj imamo pa tržne metode, ker smo v tržnem gospodarstvu in je več načinov tega izračunavanja. Jaz sem v svojem poročilu za ta Kinodom v Celju uporabil metodo kvantitativnega pregleda, a ne, to je tržna metoda. Vsi drugi cenilci so pa takrat, ko je bil že tisti zakon PEM ukinjen, z zakonom, a ne, cenili po PEM-u, a ne. Zakaj? Ne vem. Zgovarjali so se vse sorte, a ne, jaz sem pač mogel biti tiho. No, in tu sedaj to opisujete tudi v tej 6. knjigi, ki jo na nek način omenjate. Celjski grof je pol tisočletja kasneje, se tudi na to nanaša. Ja, to naslov, a ne, to so prav celjski grofje, vemo, kaj so bili, a ne, da so bili pač grofje, a ne, da je bilo Celje celo knežje mesto, a ne, zdaj imamo pa župane, a ne, ki si pač prilaščajo tudi tisto, kar so si prilaščali grofje. Tako, bi rekel, mislim, da ste zajel tisto vsebino, pa vse povedal, o čem teče, bi rekel, vsebina te knjige, ki je najavljena. Ta knjiga se že tiska. Se že tiska, v redu, bomo jo prebrali z veseljem, tako. Ja. Pa če še zdaj v bistvu malo pokomentirate svojo življenjsko pot, če se tako izrazim. Vi ste se po upokojitvi seveda bil še nekaj časa dokaj angažiran upokojenec, potem pa ste se preselil v dom starejših v Slovenj Gradec, pa bi vas čisto tako kot Ravnčana vprašal, tu je v bistvu imamo dom starejših na Prevaljah, ki si ga bolj lastimo kot naš domač dom.
ki smo ga se tudi radi. Vi ste se odločili za dom v Slovenj Gradcu ali ni bilo druge A izbire? veste kaj, takrat ta dom v Slovenj Gradcu je eden najboljših, če ne že najboljši v Sloveniji. To predvsem zaradi kadra, ki ga upravlja. Preselil sem se pa zato, ker mene je kapa, pa hvala Bogu zelo blaga, tako da so me v 3 letih so me porihtali, kakor temu reče v domu. Pol sem pa videl, da sem sposoben tudi drugačnega življenja, sem pa najel eno stanovanje tam, kjer so Društvo upokojencev Slovenj Gradec, imam odlično garsonjero, pritlično, gojim še vedno v loncih paradajz, papriko in tako naprej. Veliko grem v mesto tudi, ker je to res lepo mesto Slovenj Gradec, zelo prijazno, ljudje so zelo prijazni in sem nad tem mestom kar navdušen. Skratka, se dobro počutite v tem novem okolju, če tako rečem. Zelo dobro se počutim, še bolj se pa počutim zdaj, ko sem 4 leta nisem avtomobila vozil, potem sem se preselil, sem v privat stanovanje, sem naredil tisti izpit, odnosno sem ga pač podaljšal, in sem si kupil avto in zdaj se skoraj vsak dan pripeljam v Ravne. Imam tam še veliko znamcev, hodim v medgeneracijski center, tam špiramo karte, pa tudi druga predavanja so in tudi druženja. Ste v svoji karieri poklicni, pa sicer ste prejemnik strokovnih priznanj za projektantske dosežke in tudi objave strokovnih člankov, pa bi morda želel katerega izpostaviti. Glejte, jaz sem bil projektant montažnega mostu v Dobrijah. To je most, ker sem pogruntal, da so že zadnji imeli take velike železne nosilce, pajnarje, in potem smo od spodaj imeli ta jekleni nosilec, na vrhu pa zabetonirali 12-centimetrsko ploščo, potem smo pa to v 2 delih dejansko na pripravljene podpornike zmontirali in to je bilo fertik v 2 urah. Dobil sem takrat priznanje, meni se je imenovala raziskovalna skupnost Ravne. Poleg vseh teh stvari, pa vaših angažiranj, pa ste v bistvu v polnem, bi rekel, pogonu, če tako rečem. Sedaj tudi ste se angažirali z urejanjem rodovnika vašega družinskega porekla. Zadeva vam tu teče? Ja, ta rodovnik pišem že kar dolgo, To je rodovnik naše družine, oče Gorjanc, mati Kraševec, moja pokojna žena Pratnekar. Vendarle malo sem zabremzal tole vse skupaj, ker sem mogel 2 knjige izdati. To je Dogodki in moja pisanja v domu v Slovenj Gradcu, to je 5. knjiga, pa zdaj ta, ko se zdaj tiska, Tetografija. Skratka, ta zadeva je še zmeraj aktualna in boste nadaljeval, no? Tisto absolutno, imam že polovico napisanega, pomaga mi brat Janez, tako da mislim, da bo to moje življenjsko delo. V redu, želim vam ob koncu, da tudi to, če pravite življenjsko delo, uspešno zaključite in seveda vse dobro vam želim, pa sočasno hvala, da ste sodelovali v naši oddaji Replika. Hvala lepa, pa lepo pozdravljeni. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav. To je bila oddaja Replika. Bodite dobro in srečno.